Hej, Vita, živijo Mojca s tabo in smo že v zadnjem dnevu. Oh my god, koliko je hiter minil. Tako da zadnji dan, zadnja začimbica, kaj misliš? Kaj bi zaokrožilo vse skupaj? Evo, zadnja začimbica, ki sem jo začutila, je pa obilje. Ja, obilje pa v bistvu povezuje popolnoma vse, kar smo mi povedali, pa še kaj več. A ne? Tako da si ti res v obilju, ja, moraš pa biti vse to, kar smo povedali. Torej, moraš biti clean, moraš biti v svojem stebru, moraš biti povezana s srcem, svojo dušo, svojim telesom, ga moraš poslušati. Potem samozavest, odločnost, pogum, ja, zdravje, dobro počutje, vitalnost, notranja moč in vse, kar smo povedali, je to ena sama celota, ki izraža naše obilje. A ne? Tako da, zdaj pa, če smo v pomanjkanju česarkoli, se to občuti na našem zdravju. Se to občuti na našem dobrem počutju. Oziroma potem ni več tako dober, a ne? Je mogoče malo slabši, a ne? Potem smo brez volje. Smo v vlogi žrtve. Potem smo v sodbah, kar pa niso glih najlepše energije. In nas te energije ne dvigujejo, ampak nas v bistvu vodijo v še večje pomanjkanje. Zato danes te spodbujam, da začneš graditi svoje obilje, vero vase, zaupanje vase in pa predvsem povezavo samo seboj, svojo dušo, svojim srcem, intuicijo. Tu je obilje doma. Ja? In res pojdi vase in začuti to svojo polnost. Dokler ti ne boš polna tukaj noter, ne bo obilja. Dokler ti ne boš čistila vzorcev, prepričanj, navad, kolektivnih, družinskih ali pa svojih, ki si jih sama zmislila, ne? Težko obilje pride. Ja, je obilje, seveda, ampak v počutju. Sej obilje ni samo v materialu. Sej mi imamo ful materijala, pa ne vibriramo obilja. A ne? Dajmo še to pogledati, še to esenco obilja. Obilje je celota. To pomeni, mi smo, ko smo že govorili o tem, energijski pol, pa smo fizični pol. In če ta dva nista zharmonizirana v ravnovesju, potem ni pravega obilja. Ker če jaz imam milijon ali pa 10 ali pa bilijon, pa tle not nisem srečna, izpolnjena, pol to ni obilje, ne? Pol je vse na pomanjkanje. Imaš ti tam obilje, pa imaš tu ful pomanjkanja. In zdaj to treba uravnovesiti. Ja? Uravnovešaš pa svoje obilje kako? S povezovanjem samim seboj. Svojim srcem in svojo dušo. In tako bi jaz tudi zaključila. Ja? Najbolj pomembna zadeva ever. Ja? Da jaz lahko uravnovesim svoj fizični pol in energijski. Ful pomemben. Če bom jaz imela bilijone na računu, pa nam imela zdravja, kaj mi pa pomaga zdaj ta bilijon, recimo? Če bom pa jaz imela, ne vem, par tisoč evrov, pa bom ful izpopolnjena, pa se bom že tako počutila varno. A je to obilje? Ja, sej
Vsak hoče imeti milijone, a ne, ker je to pač taka družba, na ta način smo naravnani, vzgojeni, kakorkoli, da moramo neki imeti milijone, pa bla, bla, bla. Sam s temi milijoni pridejo pa tudi druge obveznosti. Ja, in še širše zavedanje. Sej ni nič narobe, če ti imaš bilijon. Sam, a ga lahko sprejmeš, a ga lahko nosiš. Malo se vprašaj, katero miselnost imam. Ja? Ker zdaj smo pa že tukaj, ko nekdo na loteriji dobi bilijon, pa ga že, ne vem, naslednji mesec ni. Zakaj? Je zato, ker ne vibriram jaz tega bilijona, ne vibriram tega obilja, ker ga nisem niti sposobna sprejeti, nositi v svoji energiji, zato mi takoj gre. In to je res ful pomembno, da malo razmisliš, zakaj si v pomanjkanju. Ja, zakaj mogoče nimaš, katere vzorce nosiš, ali družinske, kolektivne, whatever, in potem greš v akcijo spremembe. Če ne veš kako, mi lahko pišeš in se skupaj poglobiva v te vzorce. Ja? Ful je pomemben, da začneš razmišljati na široko in celostno. Ja? Ker samo tako bo tisto pravo obilje tle not. A ne? Ko bo pa pravo obilje tu not, bo pa tudi navzven. Ja? A ne, eni rabijo bilijon, eni pa rabijo par tisoč, pa so ful srečni in v obilju. Ja? Je čist, tako smo različni in je čist nič ni prav pa narobe. Je čist samo tisto lastno čutenje in nič druga. Ok? Tako da, evo, zdaj te spodbujam, da začneš malo še o tem razmišljati, pa napiš mi majčkeno tvoj feedback, kaj si tole zdaj, kakšen aha momentek dobila, a ne? Tako da te spodbujam, da malce tudi o tem razmišljaš, zdaj smo spet prešli že na drugo temo, a ne? Ker vsaka začimbica, a ne, ima pol še podzačimbice, pa pol odpira nove teme in tako naprej, tako da imamo že nove teme za druženja, a ne? Tako da, evo, jaz bom sam še zaključila s tem, da ko se ti uskladiš s tem, kar želiš, potem to pride. Ker to zavibriraš in potem najdeš pot, da do tega prideš. Ali priložnost, ali karkoli se pokaže, seveda moraš iti pol v akcijo. Brez akcije ni nič. Ne, tudi to. Tako da, evo, bomo zdaj takole zaključili. Imam še zadnjo začimbico. Evo, zadnja začimbica. Torej, lunina kristalna esenca obilje pa res, res podpre te na vseh nivojih. Okay? To je pa najbolj bogata esenca z največ kristali noter, a ne, tudi največ vibracij ima noter, ker v bistvu je kot celota. A ne. Vse to, kar smo govorili, ima obilje. Ja? Tako da, če želiš v bistvu imeti celostno neko podporo energijsko, seveda, če se boš odprla tej podpori, jaz te spodbujam, da tudi na ta način lahko poskusiš in se podpreš. Evo, današnja afirmacija. Daš roko na srce, zapreš oči in samo rečeš, vibriram obilje. In daj res začuti to obilje. Zdaj pa karkoli bo tisti trenutek zate obilje, je to to. Ok? A je to notranji mir, ali rabiš počitek, ali karkoli, vse je obilje. Ja? Tako da, fajn pa je, da ga začutiš in zavibriraš, in ko boš noter zavibrirala,
boš to oddajala, to vibracijo. Ok? Evo, jaz se ti res srčno se ti zahvaljujem za tvojo družbo. Srčno se ti zahvaljujem res za vse feedbacke. Hvala. Ful vesela, res vsega feedbacka in z veseljem ti odgovorim. Tako da, če je še karkoli, piš mi na info@lavitas.si in evo, naj energija steče. Jaz bom samo tako rekla, ker če je pretok, je lahkotnost. In zdaj smo spet tu nazaj, zdaj smo sklenili en krog in ko imamo vse te začimbice, potem je v našem telesu pretočnost, torej energija, ki nima blokad, ki lahko se pretaka po telesu, pač kjerkoli, po celotnem telesu in s tem, ko smo pretočni, smo lahkotni. In lahko zmoremo vse. Takrat smo vitalni, takrat smo v notranjem miru, samozavestni, odločni, vse. Takrat imamo obilje vsega. Ja? Tako da zato te pozivam, zato sem tudi naredila tole naše srečanje v decembru, zato, da enostavno pogledaš te začimbice, katera ti manjka, katere je preveč, da malce to skladiš in enostavno ravnovesiš. In s tem lahko preprosto, lahkotno in brezskrbno vstopiš v prihodnje leto. Jaz te res srčno pozdravljam in objemam. Hvala, ker si jadrala, se družila z mano. Srčna hvala in se vidiva ponovno v kakem novem druženju. Vita, živjo!